Ko razmišljam o lepih avtomobilih, tale Mercedesov CLA pač mora biti na seznamu. Še sam sem bil presenečen, kako lepo izgleda v živo. Najprej se mi je zdel na slikah nekam preveč potlačen, zdaj pa vidim, da so vse mere ravno prave. Ne, mogoče pa barva kriva, ampak res je privlačen avto. Več ni tudi narobe s tem, da je osnova za ta avto mali A. Pri tem je zadaj več vodilna prema, kolotek je širši in zato se bolje pele skozi ovinke. Že v osnovi se sedi nizko, tudi streha je nizka in ja, prostora ni velik, ni ga pa premalo. Spredi pri takšnih avtomobilih nikoli ni težav. Sem mislil, da bodo zadaj, pa sem svojo povprečno višino tudi lahko sedel. Ni razkošno, ampak potem tudi razred S ne bi obstajal, a ne? Kar se vožnje tiče, ja, je okej, me pa z ničemer posebej ne navduši. Še najbolj mi je všeč, da je v bistvu precej udobno, glede na to, da je avto nizek in ima nizko presečne gume. Vozniki Mercedesa vseeno niso takšni divjaki, da bi morali biti vse trdo, oziroma če so, izberejo AMG. Ta pa je samo 220. Zdaj to pomeni, da je motor bencinski dvolitrski turbo. 140 kW oziroma 190 konjev stisne od 5500 vrtljajev naprej, zato lahko drvi največ 241 km in do 100 pospeši v 7 sekundah. Ni slabo, sploh ne, tudi zvok ni tako generičen kot pri manjšem motorju, je pa robotiziran menjalnik tisti, ki mi ni všeč. Včasih deluje neodločno in avto pri majhnih hitrostih po nepotrebnem cuka, njihov novi 8-stopenjski, ki je samo pri dizlih, je bistveno boljši. Bolje je, ko prestaviš v način dynamic in predstavljaš sam. Zvok postane v kabini precej športen, motor se rad vrti, predstavlja tudi kar hiter, ampak ni posebnih športnih občutkov, ker je volan preveč mehko nastavljen in na njem je premalo informacij. Vse deluje malo preveč spužvasto in zaletavo, zato kot sem rekel, za ta hitre AMG, tale pa je za bolj umirjeno vožnjo. Zelo mi je všeč tale projekcijski zaslon, ker ima res veliko informacij, pa tudi tale velika zaslona. Ja, Mercedes je tukaj zelo napreden in vmesnik je odličen. Kakšna bara manj bi sicer lahko bila, da ne bilo toliko kičasto, ampak tehnologija je odlična. Manj pa lahko pohvalim izdelavo. Ponekod je zelo dobra, tudi materiali kvalitetni, na nekaterih delih pa ne in potem pusti takšen mešan vtis, sploh če je tako mraz kot te dni in marsikaj rado zaškripa. Za avto, ki v tem trenutku praktično nima konkurence, se potem niti cena 61 jurjev s to res bogato opremo ne zdi pretirana. Ok, osnovni s tem motorjem je pod 36, da ne bo kdo skočil v luft. Toliko stila pa s toliko denarja ne dobiš kar tako.